Lepo pozdravljeni v tem našem poglobljenem potopu. Danes si bomo pogledali temeljne ideje iz serije Bogati očka, revni očka Roberta Kiyosakija. To je prvič odjeknilo že davnega leta 1997. Ja. Pogledali bomo povzetke, analize njegovih ključnih naukov in pač izluščili tiste glavne finančne lekcije, ki res izzivajo, a ne tisto tradicionalno razmišljanje o denarju. Osredotočili se bova predvsem na ta kontrast med filozofijo revnega očeta, ki pravi, pač trdo delaj, išči varno službo, varčuj. Klasika. Tako. In pa v filozofijo bogatega očeta. Naj denar dela zate, finančna svoboda preko sredstev. Kiyosaki je res oster kritik šolstva. Ja, to sem zasledila. Ker pravi, da nas ne nauči finančne pismenosti in to nas potem po njegovem ujame v to podganjo dirko. Neskončno krog delaš trošiš. Točno. Zaslužiš in porabiš. V redu, pa greva kar na prvo, morda najbolj znano idejo. Bogati ne delajo za denar. Kaj točno naj bi to pomenilo? Ja, to ne pomeni dobesedno, da nimajo službe, ampak da njihov glavni fokus ni plača sama po sebi, ampak ustvarjanje sistemov, naložb, sredstev, ki prinašajo dohodek, nekako neodvisno od njihovega dela. A ja, da ni pomembno samo, koliko zaslužiš. Ne. Bistveno je, kaj narediš s tem denarjem, koliko obdržiš in kako ga investiraš, da ustvarja še več denarja. To je v bistvu čist drugačna miselnost. In to naju pripelje direktno k tisti drugi znani lekciji sredstva proti obveznostem. Sliši se enostavno, ampak Kiyosaki pravi, da večina tega ne loči prav dobro. Točno tu je jedro, ja. Sredstva so tisto, kar dajo denar v tvoj žep. Recimo najemniška nepremičnina. Ali pa delnice, ki prinašajo dividende. Tako, ali pa intelektualna lastnina. Obveznosti pa so tisto, kar jemlje denar iz žepa. Tvoja hiša s hipoteko, avto na leasing, razni krediti. Ampak čakaj, hiša. Se večina misli, da je lastna hiša največje sredstvo? No, Kiyosaki bi reklo, da je hiša, v kateri živiš, pogosto največja obveznost. Ker imaš stroške, hipoteko, davke, vzdrževanje, ne prinaša ti aktivnega dohodka. Razen če jo oddajaš, potem pa postane sredstvo. Točno tako. Takrat začne prinašati denarni tok. Ampak, da prideš do tega, pa rabiš znanja, ne? In tu prideva do finančnega izobraževanja. Pravi, da je to naše največje sredstvo. Absolutno. Poudarja, da tisto pravo finančno izobraževanje poteka izven šolskih klopi. Gre za aktivno učenje. O denarju, o vlaganju, o davkih, pravu. Treba je prepoznavati priložnosti, obvladovati tveganja. Torej, akademska izobrazba ni isto kot finančna inteligenca. Ne, nikakor. Priporoča celo, da postanemo nekako generalisti, da se učimo hitro na več področjih, ne samo ozka specializacija. Zanimivo. Kaj pa čustva? Strah in pohlep, recimo. Kako ti vplivata? Ta dva sta pa ključna sovražnika. Strah, da boš izgubil denar, te lahko čisto paralizira. Ali pa prodaš vse, ko gre trg dol. Panična prodaja, ja. Pohlep pa te lahko zapelje v neke nore, preveč tvegane naložbe. Kiyosaki res poudarja pomen obvladovanja čustev, racionalne odločitve in vidi neuspeh kot priložnost za učenje, ne nekaj, česar se treba bati. Torej, obvladovanje čustev in pa nenehno učenje. To se lepo poveže z idejo delajte za učenje, ne za denar. Ja, točno to. Sploh na začetku kariere svetuje, da iščemo delo, ki nam da veščine. Prodaja, trženje, vodenje, pogajanje, tudi če plača ni, recimo, najboljša. Ker so te veščine osnova za kasneje. Ja, za podjetništvo, za uspešno vlaganje. V bistvu investiraš v svoj človeški kapital. Poleg teh, recimo, velikih konceptov pa omenja še nekaj drugih načel. Recimo, obvladovanje tveganja pravi, da znanje zmanjšuje tveganje. In pa tista ideja, da moraš skrbeti za lastno podjetje. Kaj to pomeni? Graditi svoja sredstva. Točno, ne samo delati za nekoga drugega. Pa potem še, najti močan zakaj, tisto motivacijo, ki te žene naprej. In disciplina. Najprej plačaj sebi. A ja, tisto, da daš del dohodka takoj na stran za investicije, še preden plačaš položnice. Ja, zgradiš navado vlaganja. Omeniti morala še kvadrat denarnega toka. Kaj nam ta pove? Kvadrat denarnega toka razdeli
ljudi v 4 skupine, glede na to, odkot dobivajo dohodek. Zaposleni E, samozaposleni S. Leva stran kvadranta. Ja, kjer menjaš svoj čas za denar. Potem pa sta tu še lastnik podjetja B in investitor I, desna stran. Kiyosaki pravi, da je tam prava finančna svoboda. Kjer sistemi in denar delajo zate. Tako nekako. Cilj je prehod na desno stran. In še za konec, tista njegova res provokativna izjava. Varčevalci so poraženci. To gre pa čisto proti vsem nasvetom babic. Ja, je provokativno. Ampak argument je inflacija. Vrednost gotovine in prihrankov na banki pač s časoma pada. Ker cene rastejo. Točno. In zato trdi, da samo varčevanje dolgoročno pomeni izgubo kupne moči. Zato svetuje aktivno vlaganje v sredstva, ki rastejo hitreje od inflacije. Nepremičnine, delnice, surovine. Torej pasivno varčevanje ni dovolj. Po njegovem mnenju ne. To ni zmagovalna strategija. Torej, če potegneva črto, Kiyosakijeva sporočila so v bistvu močan poziv. Prevzemi odgovornost za svoje finance. Ja. To pomeni nenehno izobraževanje, spremembo miselnosti Od potrošnika k vlagatelju. in pa osredotočenost na gradnjo sredstev, tistih, ki ustvarjajo dohodek. Natančno. Njegove ideje res izzivajo te ustavljene poti in podarjajo, da sta finančna inteligenca in podjetniški duh ključ do neke prave neodvisnosti, ki ni nujno samo visoka plača. Za konec pa še ena misel za poslušalce. Če formalno izobraževanje res pušča tako vrzel v finančni pismenosti, kot trdi Kiyosaki, kakšna je potem odgovornost vsakega izmed nas, da poiščemo to znanje? In kako bi lahko kot družba to sistemsko rešili?